Dobro došli na Ocvirki podcast. Se dobro, da si videl. Ja. Evo, zdaj pa snemamo lepo pozdravljeni v 12. epizodi, drugič. Pozdravljeni še enkrat, čeprav tega ne veste, ker je prej nehalo snemati. Ja. Ugotovili smo, da je ponirek ptica. Ponirek je ptica, ja. Ja, to je zdaj čisto out of context. Kako si kaj danes, Matej? Danes sem dobro. Danes je malo drugačno okolje. Se nahajamo v drugem objektu kot ponavadi. Sem povedal, ki je skrivna lokacija. Zato je čas za prvega sponzorja podcasta. Apartmaj, ore, če hočete iti leteti, smučati, si me čisto zmedel s tem polanjem. Če hočete iti smučati ali počitnikovati v planine, dobrodošli v teh prelepih apartmajih, kjer danes snemava. Tukaj čakajo vas zime, mogo sem to povedati. Ja, to ni plačan oglas, ampak nekdo od upravljavcev apartmajev je Ocvirek. Zelo dobro, o čem smo pogovarjali danes, Matej? Danes se bomo pogovarjali o nečem, kar zelo vpliva na to, koliko radi govorimo. Jezik. Slovenščina. Ne. Ego. Jogurt, mlečni izdelki. Ne, a to je ta Freudov ego ali super ego ali je to kak drug ego? To je ego v tem smislu, kot rečemo ljudem, da so egoisti. Da so egoisti, ja. Torej proti sebi obrnjeni. Tako, da smo egocentrični, to je tebi zelo ljuba beseda. Zelo. Ti, ko si se malo s tem ukvarjal, mogoče znaš kaj o tem povedati, v kateri starosti otroci postanejo ful egocentrični? Ker jaz od tam ta izraz poznam pač od razvoja otroka. Mislim, da glih ne bi se upal opredeliti, ker se ne spomnim več tak fest, ker zdaj od tega že kar nekaj časa, pa nisem niti več v teh vodah toliko, ampak kolikor jaz vem, so otroci zelo egocentrični že od štarta, ne? In je bolj glih obratno in sicer, da so skozi egocentrični, pa se še lepo naučijo v bistvu razlikovati med tem, ne razlikovati, da razumejo, da se ne vrti vse okrog njih, ne? In imajo zelo dolgo v bistvu to perspektivo, naprimer, Če jaz tebe ne vidim, tudi ti me ne vidiš in pa recimo, ko se greš za majhnimi otroci skrivalnice, to govorimo pač predšolski, ne? Da ima reč 4, ne vem na pamet. Recimo, če se ti on skrije pod mizo ali pa če še sam oči zapre, če on tebe ne vidi, on misli, tudi njega ne vidiš. Ja. Tako da oni se v bistvu, je glih obratno za tega, kar si ti mene vprašal, oni se morajo v bistvu naučiti, da se ne vrti vse okrog njih. Z procesom socializacije, verjetno. Tudi, ja. Pa se ti zdi, da ima ta beseda ego tako negativno konotacijo? Mislim, da ima negativno konotacijo predvsem zaradi tega, kako v glavnem uporabljamo izraz, tako si prerekel, da je nekdo ego. Da je nekdo jogurt. Ja. Ja, ego je tudi linija jogurtov, ne? Aha. Ti so ti dobri, drugače? Ne vem, ti navadni jogurti ful ne ločujem neke velike, mislim, nisem se nikoli poglabljal to, da bi zdaj ful vkusu razliko, bolj po gostoti recimo. Sam se mi zdi, da egoti so z okusom. Ne, tudi naravnega. Okay. Mislim, naravnega brez vsega. Ampak tako pa navadi raješ grški jogurt jem. Ne grški tip jogurta, ampak grški jogurt. Tudi jaz. Sicer v Sloveniji se moraš malo pomatrati, da ga najdeš, ker grški tip toliko prevladuje. Pa cenejši je. Mislim, da v večini trgovin razen v Hoferju boš prej najdel skir, če hočeš prav v tej, sicer ni isto, ne? Skir ali pa še nekaj na to foro. Da je pač manj maščobe pa več beljakovin, ne? Skir pa še nekaj. Ampak tisto, te druge stvari še nisem probal, ko ne vem, kako se je reče. Fajn, to zdaj. V glavnem. Deč pa izraz ego v latinščini pomeni jaz, če vem jaz, če se še prav spomnim. Ja, prav se spomniš. V bistvu to izraza si egocentrični, se vse okrog vrti, se vse vrti okrog jaza. Ja. Fajn. Okay. Kaj pa to razmerje, odnos med egom, super egom pa, kaj že? Ego, id, pa super ego. Id, ego, super ego. A id imamo še kak drug izraz? Za id. Ne vem, jaz mislim, da sam tega. Id je vmes.
Ne, ego je vmes. Ja, ok. Ego je tisto, kar si ti, zdaj pa super ego je v bistvu nadvladje, ki prispeva k temu, da si ti dober človek, id je pa ta hudiček, če vem prav. Ok. A ti si kdaj se pač s tem izrazom srečal, mogoče pri kakšni psihologiji v srednji šoli? Ja, sem se kar dost, ampak se nisem pol... Vedno me je zanimala sicer psihologija, ampak se nisem toliko fest v freudovsko psihologijo. Ja, to je čist freudovsko, ja. Ampak tole, o čemer bomo danes govorila, so v bistvu neki moji vtisi pa zapiski iz knjige Ego je naš sovražnik. Ali Ego is the enemy. Okay. Ampak to si rekel, da nima glih veze s Freudovo delitvijo. Ne, to je, se pravi, bolj tako si rekel, na tak način, ko uporabljamo ta izraz ego v vsakdanjem življenju, ne? Okay. Da rečemo nekomu, da ima velik ego, če je velik nase, če sam nase misli, pa je zelo vase zagledana, ne? Da svoje potrebe daje pred druge. Pa na ta način tudi, da zelo velik stvari, ki jih delamo v življenju, jih delamo kot posledica našega ega. Okay. Pa se tega zavedamo ali pa ne. Ja. In zdaj... Veš, kaj sem sam hotel še malo iti za nazaj. Ego ne bi rekel, mislim, da sem prej rekel, da tako nek hudiček. Id. Ja, za id, ja. Ampak gre v bistvu za potrebo oziroma željo po zadovoljitvi teh osnovnih potreb. Mislim, da kar nasplošno zadovoljitvi potreb. Ja, ampak ta je bolj tist živalski, no. Okay, okay. Ti instinkti bolj pa... Tako, pa ja, instinkt, ja, prav. Okay. Super ego te pa malo drži nazaj. Ja, sorry, nadaljuj, sorry. Poznaš Ryana Holidaya? Kar povej, ne bom nič... To je ta tip, ki je ful piše te knjige o stoicizmu. Mislim, da je... Ne vem, če je Live Like a Monk od njega. To je najbrž Jay Shetty. Ampak Ryan ima pa zelo velik teh oviraje pot pa takih. Se pravi, on vzame te stare principe filozofov, ki so o tem stoicizmu govorili, torej prebira, ne vem, Seneko pa Marka Aurelija pa to in pa te modrosti skuša predstaviti na bolj modern način, pa kak bi to lahko ti uporabil v vsakdanjem življenju. Ne? In to knjigo je tudi on napisal s tem, da se je pač tukaj osredotočil na ego in je na začetku, če pač nekako probamo v nek okvir knjige narediti, da v življenju si v eni od 3 faz. Vzpenjanje, vrh pa dno. In zelo podobno, ko pa so ti gospodarski cikli tudi, ne, pa kak ekonomija deluje, pa kak firma živi, naprimer, se pravi, je na dnu prvo in pol raste in pol doseže nek vrh in pol spet začne malo padati, pa tak ne. Nek fora življenjskega cikla, če si predstavljaš. In potem on govori o tem, kak ego vpliva na nas v vsaki od teh faz. Kaj bi ti rekel zelo, v kateri fazi si? Če poveš še enkrat, katere faze so vse na voljo? Vzpenjanje, dno pa vrh. Na vrh pa dno. Vzpenjanje pa mojem. Ja, jaz bi tudi rekel za sebe. Ampak mislim, da lahko na te izraze gledaš na tak in na makro in na mikro nivoju. A veš, da imaš skozi lahko celo življenje pogledaš svoje, pa določiš, kdaj si bil na dnu, kdaj si se vzpenil, pa kdaj si nek vrh dosegel. Lahko pa gledaš tudi koncu na nivoju iz meseca v mesec, kaj se dogaja. Ne? Ampak mislim, da je tukaj bil bolj ta poudarek na osebnostni rasti pa nekemu kariernemu napredku iz tega vidika, veš. Ne zdaj glih kakaj je tvoje čustvene težave so trenutno pa če si zdrav. Pa kaj ta pa zdrav, ja. Če nisi bolano glavo, naprimer. To je ena interna fora. Kot marsikatera druga. Ja.
Tako da ja, če boste zadost dolgo sledili temu podcastu, boste razumeli veliko internih for, žal. Nobena ni pametna, glavno. Ja. Zdaj bi pa začela z uspenjanjem, pa preden začnem, Super. ali imaš na tej točki še kakršnokoli vprašanje zame, čeprav nimam pojma, o čem govorim. Ne, kar da je, potrudi se. Okay. Zdaj, za uspenjanje začnimo z enim citatom iz te knjige. Okay. Če moja vera vase ne temelji na dejanskih dosežkih, na čem potlej temelji? Okay. In da je prepogost odgovor je na ničemer. Na v bistvu na tvojem ego. Se pravi, če ta stavek... Čigav je ta odgovor? Od avtorja. Ok. Da če merilo za to, da ti nekaj dosegaš v življenju, niso dejanski dosežki, ampak da sam pač si busy, ali pa da delaš zaradi tega, ker hočeš druge ljudi zadovoljiti, ali pa zato, da dobiš, da ne delaš zato, da nekaj dosežeš, ampak zato, da dobiš nagrado, da je tukaj vse driver vsega tega ego. Ne? Ok, čist zelo sebično na koncu. In da zaradi tega pa je zelo pogosto vidimo ta vzorc, da se nekdo ful bliskovito dvigne na nek položaj, pa dal pade hitro. Ja. Zato, ker je že cilj bil sebičen. Ne? On ni prišel tja zaradi tega, ker je rad trdo delo, pa ker mu je to delo všeč, ampak zaradi pohlepa. Naprimer, ja. Pol, zelo dober primer, to smo že zadnjič v prejšnji epizodi, mislim, da si glih ti to rekel, se pravi, da tudi na socialnih omrežjih zmeri, skoraj brez izjeme, objavljaš samo pozitivne vsebine, ne? Redko objavljaš pač resnico, da pač imaš neke strahove, težave, negotovost, zato ker ona ta prva stvar bolj fotra tvoj ego, ne? Pa odzivi, ki jih dobiš na tiste pozitivne stvari. Tako da ja. To je še vsem veliko lažje na koncu, ker če ti recimo dejansko delaš težke stvari, ne? Ali pa neke stvari, ki so ti zahtevne na splošno, ali pa ki moraš biti dosleden, pa da ti iz tega pa tudi neka samopodoba se poveča, ne? Mislim, oziroma, da ti bolj boš verjel v sebe, če boš dejansko težke stvari delal, pa ne rabiš pol neke potrditve od ozunaj, ne? To je recimo, se mi zdi ful pol problem hiter z socialnimi mreži, lahko zato, ker ti sam neko prhlo podobo sebe narediš, jo prikažeš, čeprav ni nujno, da ti to verjameš vse, ne? Zaradi tega lahko imaš ti probleme s tem, pa recimo nekdo izpade zelo samozavesten, če hočeš na socialnih mrežah ali pa tudi v živo, ampak to v bistvu sploh ni, ker sam pač prikazuje. Ne? Veliko bolj recimo nekdo, zelo se mi je zdel zanimiv en primer, mislim, da je bila če poznaš Yes Theory. No recimo oni so imeli enkrat, so šli do enega fanta oziroma mladega moškega, ki živi v gozdu in je glih v tem razlagu, da je bil v mestu, kjer je imel uspešno službo, ne vem, če hočeš lepo punco whatever, oziroma neko dekle whatever, vse mu je štimal, ampak je bil zelo, mislim, ni se dobro počutil, pa ni tudi zaupal v sebe, pa je pa v bistvu vse to pusto, pa je šel na nek način v gozd živeti, kjer si je iz nule več ali manj se sam naredil. Vse je pač imel še vse neko finančno zalede, tako da si lahko to privošil, ne? Ampak zelo zanimivo je pa rekel, da recimo s tem, ko si on dejansko z rokam tudi hišo postavil, ne? Na nek način pa se vse te stvari naučil, kako mu je samo podoba zrasla, pa da pač ni bil depresiven, pa ni se tudi počutil ne samo, da bi bil zdaj osamljen. Tudi, če je bil sam, ne pa osamljen, ne? Ja, ziher, če se malo izoliraš, zelo omejiš, da bi tvoje potrebe ego gnal, ne? Jaz pa tudi visen, kaj v tej izolaciji narediš, ne? Če se zdaj ti izoliraš pa moje, pa se zapreš na kavč s telefonom v roki. Ja, okej. Lahko je tudi dobro, pa lahko tudi to delaš, ampak načeloma zelo povprečno, če ti sam nekaj konsumaš, ne bo nič dobrega iz tega, no, pa moje. Je pa ziher, tako si rekel, to delo pač je težje, ne? Zato, ker smo socialne živali, ne, tako kao social animals. Tako je. In je že naravno, da ti iščeš potrditev, zato da bi se z drugimi povezal. In zato tudi verjetno dobivaš več nekih majhnih zadovoljitev, če ti iz svojega ega izhajaš, ko boš zdaj danes naredil. Ker tisko pa ne izhaja direktno iz ega, ampak je sam neko delo, ki ga pač moraš narediti, pa
je verjetno nagrada ful bolj zakasnjena, ne? Aha, ja, sigurno, ja. Ja, in zdaj prej na začetku sem se že malo pohecal, da je ego ena od stvari, zaradi katerih lahko veliko govorimo, ne? In tukaj govori tudi o tem, da dojemamo, da je molk šibkost. In da zaradi tega pač govorimo, ne? Tudi večina ljudi boš opazil, da ko imajo nek pogovor, ali pa sam, ne vem, ko se z nekom pogovarjaš, se pač malo ustav, pa bo tih, pa malo taka tenzija nastane, ne? Misliš, da moraš zapolniti tisti prostor tišine, ko se je ustvaril, ne? Je pa v bistvu bolj molk prednost iz tega vidika ega, zato ker več, ko si tih, bolj to pomeni, da imaš manjšo potrebo po temu, da dobiš potrditev od sogovornika. Dobro, to je v bistvu tako en obrambni mehanizem, lahko tudi ne. Jaz sem zdaj mislil ti mogoče malo kontrirati po eni strani s tem, da če si kdaj, ko si bil v osnovni šoli ali pa v katerikoli izobraževalni instituciji in si imel pol delo v skupinah, kaj je najbolj vplivalo, da ste zbrali na hiter vodjo skupine? Mislim, da je bil tak nek vzorc že, da so bili pogosto zbrani isti ljudje. Ampak zakaj? To zdaj pač, ker sem pravil nekaj tem, ampak je ponavadi so to neki ekstroverti pa glasni ljudje. Ja, okej. Ne? V tem primeru ti zdaj kontriram, da pač to je dobro, pa če se zavedaš tega, ne, da mogoče ni nič narobe, če si tiho, ne, pa to zelo pogosto je lahko tudi znak inteligence do neke mere, ne, ampak zelo dostikrat pa ljudje sledijo ljudem, ki so v skupini glasni. Ja, definitivno. Da se to pač na tak način izraža. No, zato sem ti dal zdaj ta primer, ker mi smo bili isto oni, ki je bil najbolj gobčen, tudi če ni bil tako pameten, no. Pa če je recimo bil hiter, lahko vodja skupine, pa so ga ljudje poslušali, pa tako, ja, zdaj pač razmišljanje pa izhali iz tega, zdaj, če tul govori, pa že recimo ve, o čem govori, tudi če se pa ni izkazal, ampak je bil to nek tak primarni državljaj, na katerega so se pa ljudje ful uprli. Vse v mojem primeru, ne. Tudi smo pa na koncu gotili, da mogoče ti nisi najbolj dobro vodja skupine, ne, tudi če je bil najbolj glasen, ampak se je to kar hitro pokazalo, recimo tisti, ko so bili najbolj glasni, da je bil to en tak. Pa nasplošno se mi zdi, da se ful malo ljudi načeloma, ne, v večini se nočejo izpostavljati, ne, nobeden noče kaj govoriti, ali pa da bi zdaj nekaj kontriral, ali pa se tudi, če se jaz sebe spomnim, jaz nisem upal, ni mi bilo prijetno se nekaj tam izpostavljati, sploh če nisi bil 100%, eni so pa kar guflali. Se to sem zdaj malo slabšalno rekel, ampak tako, me je bilo to vedno ful zanimivo, ko recimo nekdo se je ful, tudi če ali se je postavil za sebe, ali pa da nasplošno, ne vem, mi smo imeli ful tega, da nisi upal sodelovati. Tak te je strah, da boš narobe povedal, ne, po eni strani. Nekateri pa pač ali nimajo te težnje, ali pa pač ali mislijo, da pač dejansko ve, ali pa mi vseeno, pa sam pač hočejo biti v ospredju pa glasni. Se strinjam, sama se ti ne zdi, da se ta dinamika pa hierarhija spreminja, ko odraščaš. Se pravi, da pol starejši, ko si, torej ko pač greš, ne vem, da zdaj govorimo faks pa naprej, ne? Manj postaja pomembno ne samo to, da si glasen, ampak tudi to, kaj je tisto, kar poveš, postaja bolj pomembno, ne? Zato, ker prej v osnovni šoli recimo si že izstopil sam, če si bil glasen. Zaradi tega, ker si rekel, da je večina ljudi bolj zadržanih in ti je že to pridobilo nek status, ne? Kasneje pa mogoče bolj pomembno rata ne samo, da si glasen, ampak da tudi rečeš prave stvari. Se mi zdi, da je tudi to odvisno malo od tega, kaj delaš, ne, v bistvu. Misliš, v kateri si? Ja, pa tudi kakšna je ta situacija, ne. Ker zdaj v neki resni firmi pa bo ziher to držal, ne. Mislim, bo držal, ali pa dajmo reči vsaj v privat sektorju, kjer so pač skupine, ki dejansko so odvisne od tega, koliko so posamezniki uspešni, pa koliko znajo dosegati neke cilje, pa dejansko koliko so intelektualni kukar v nekih. Čeprav se malo vzamem nazaj, ker mislim, da se lahko strinjamo, da je ogromno ljudi na položajih moči, ki govorijo totalne bedarije. Ne? Ja, je bolj, a veš, se mi zdi, da tukaj je zelo važna ta retorika, ne? Da če si dober retorik,
je to, imaš veliko prednost na tem. Ja. Je pa bilo tule na tem mestu v smislu ega bolj ta molk poudarjen iz vidika, da ne pač sam govoriti, ampak več deli. Ja, to se strinjam. Se pravi, je tudi pretvoril to Shakespeareovo biti ali ne biti v biti ali delati. Se pravi, a boš zdaj ti sam govoril o tem, kaj boš naredil, ali boš dejansko pač tih, pa boš raje delal to, kar misliš. Štekam, ja. Ker res veliko ljudi govori. Drugače pa tukaj na tem mestu bi sam rekel, da ne vem, če si to vedel, ampak če imaš nek cilj, ki ga ful hočeš doseči. Več ljudem, ko boš povedal, da bi rad dosegel ta cilj, manjša je verjetnost, da ga boš dosegel. Zaradi tega, ker vsakič, ko enemu poveš za to, pa ti dobiš odziv, wow, super, fajn ti bo ratelj, dobiš ti dopamin, dobiš malo nagrade. In vsakič manj vreden tisti cilj postane, ker te je že vsak pohvalil, preden si ga sploh dobil. Ja, razumem. Vse to je zelo podobno, vse to smo se mislim, da že pogovarjali o tem stilu, da če ti neke plane delaš, ne, vse to je zelo podobno. Pa poveš že naprej, kaj boš naredil, da se ful že fajn počutiš, sam zaradi, to je to v bistvu, kar ti zdaj pove. Mislil sem drugače se malo osredotočiti na to, ko si rekel to povezano z delom, pa za koliko je nekdo glasen, ker recimo, če si, recimo zelo pomemben po eni strani za neko, sicer to je spet sektorsko predeljeno, ampak za neko firmo, ki recimo nudi neke storitvene dejavnosti, torej imaš ti zelo pogosto nekoga, ki prodaja nekaj, ali pa je neki menedžer, pa imaš ljudje, ki pa naredijo, ne? In za tega človeka je zelo pomemben. Tudi če ne zna zdaj v nulo tistega narediti, da zna veliko povedati o tem, pa povedati na ta način, da bo za nekaj prodal. Ne? Tada, mogoče oboje je važno, ne sam s tem, ampak recimo v tem primeru bo po mojem imel tisti, ki prodaja, še vsaj lahko večjo plačo, če gremo zdaj sam iz tega stališča, kakor pa nekdo, ki pa sam dela v zadnji pa je tih. Ja, razumem. Se to je zdaj spet tako pogojeno zelo, pa ne, zdaj, pa moja bi mogla bolj vzeti človeka, ki recimo oboje obvlada, pa kaj se mu pa bolj obrestuje. Ja, sej tudi sem se zdaj spomnil, da moramo zdaj upoštevati, da to, kar zdaj govorimo, da smo še vedno govorimo to za fazo uspenjanja. Ne? Se pravi, da on trdi, da je z vidika ega, ko si ti v fazi, ko hočeš prosperirati pa zrastiti, ne vem, zdaj neko firmo, da bo molk pa upravljanje dela več vreden, ko pa to govoričenje. Ne? Ker je še vedno bolj pomembno, da je work done. Ne? Ker tudi pa tale je sicer malo kontroverzna, ampak da je strast za amaterje. V smislu, da ne delati tisto, kar ti je všeč, ampak narediti tisto, kar je treba narediti. Aha, ok, ja, razumem. Ja. To je zdaj spet 80-20 lahko, ne drugače. Lahko, ja. Ne vem, če se jaz čist strinjam glede na moje izkušnje. Ja, itak je važno, da posamezniki doprinašajo dodano vrednost, pa da naredijo svoje delo, ampak ful veliko se mi zdi, da na koncu vreden. To, da znaš ti biti glasen, pa se pohvaliti malo, pa da poveš, kaj delaš, da boš tak, da ti bo to, mislim, itak največ je vreden, kaj ti narediš. Sam se mi zdi, da to ful zna pomagati, če si ti še pa glasen zraven. Ne? To je pa kao ego, ne? To, da si glasen. To je ego, ja. Ampak se mi zdi, da jaz se strinjam, da boš s tem lahko več dosegel, sam se mi zdi, da si tega ne moreš prvošiti, dokler ne moreš backup up tega, da si glasen za svojimi dejanji. Se pravi, ne moreš biti glasen, dokler, če nisi tudi zraven sposoben pokazati, da si sposoben nečesa. Kako bi pa argumentiral nek sales pitch, kjer ljudje prodajo neke stvari, ki sploh še niso razvite, na primer? Ja, dobri so v prodajanju, če so jo prodajali. To mislim, ne, ti recimo si menda veliko prebral od Hormozija, ne? On tudi recimo ful veliko govori o tem, da zakaj bi si ti sploh nekega biznisa lotil, če ne veš, da je profitabilen, pa če nisi probal nič prodati že naprej, ne? Torej imaš ti idejo za nek produkt, razišči trg, če se to dejansko rabi, da ne boš zdaj kar nekaj ponuje in pa v bistvu začneš že lahko backerje nabirati, a bi ti zdaj kupil moj produkt, storitev, če bi bila taka cena, pa če tole, pa dobiš in pa vidiš hitro, zdaj, če dobiš ti dejansko nekaj ljudi, ki bojo to podprli, pa kupili že naprej, ali pa plačali si že naprej, kakorkoli, ali ne.
Tako kot Kickstarter, naprimer. Naprimer, ja, tudi ja, podobna fora. In tukaj lahko zdaj recimo, to je en tak dober pokazatelj, a imaš ti zdaj dobro idejo oziroma ti dobro stvar prodajaš, čeprav nisi še nič praktično prinesel, naredil. Ja. To je tudi en rekel, da ko misliš, da imaš dobro idejo, probijo prodati 5 svojim kolegom. Ampak ne prodati, da bojo rekli, to je dobra ideja, ampak da ti bojo plačali za njo. Ja, tako je, da dejansko ne. Ja. Ker, zdaj, kar si rekel, da vsi rečejo, da bojo kupili, pa ne kupili. Ja. Oziroma bi kupili, ne, ampak ja, ne. Okay, ja. Ja, tako da, če zdaj dam sam, kaj je kao v tej fazi uspenjanja. Se pravi, ker uspenjanje je tukaj, mislim, da mišljeno bolj kot tvoji začetki, ne pa tist, da že greš čist proti vrhu, ne. Da se moraš, ko pač začenjaš, ne, zavedati par stvari. In sicer prvo, da še zdavč nisi toliko dober, ko misliš, da si. Okay. Pa vedno je en Kitajec, ki je boljši od tebe. Ker te so res, to je res za ego, ne. Pol druga stvar, da boš velikrat mogel svoj odnos do okolice popraviti pa prilagoditi. Ker lahko te tvoje predstave, glih te predstave, da misliš, da si ful dober, pa da si boljši od drugih, ne. Te lahko tepejo, pa tako. Pol še pa to, da večina vsega, kar misliš, da veš, pa znanja iz šol pa knjig, je zastarelo ali pa zmotno. Ja, čudo. In nasvete, ki jih pač da, kako najbolj prosperirati v tej fazi, je, da se pridružiš nekim organizacijam ali pa ljudem, ko so pač že uspešni, pa jih posnemaš. Pa da ne iščeš statusa pa pomembnosti, ampak da samo probaš več narediti, pa se več naučiti. To so take zelo splošne v bistvu. Pa strategija platna je omenil, ne vem sicer, zakaj se tako reče. Mislim, da bolj, ker je bilo mišljeno, da tako, da si ti platno, ki je podlaga za sliko, ampak v smislu, da pomagaš sebi s tem, ko pomagaš drugim. Tako, naprimer, se stvari ful dobro učiš, če druge učiš eno stvar, ne. Ampak kako ima platno tle veze? Če veš, ne veš. Piše bodi platno, ki je podlaga za sliko. Tako da, jaz mislim, da je bolj to, da si ti pač plastičen toliko, da si lahko prilagodiš oziroma da dovoliš, da iz tebe na novo nastane nekaj. To je neka ta tabula rasa fora. Maybe. Sam tukaj piše, da je bolj za to, da za pomočjo drugim pomagaš sebi. Ja, se pa moje to, da pustiš, da ti drugi pomagajo sebe preoblikovati kot okolice. To tako pa moje to, kar si prej rekel. Je pa to res kontra od tega, kar bi rekel, da je egoistično, ne. Ja, mislim, je egoistično, ker imaš ti od tega tudi korist, ampak bolj egoistično bi bilo, da bi bil izoliran, pa ne bi pomagal pač drugim. Ja. Jaz mislim, da je to še vse, ker izhajamo mi dva, pa moj precej iz tega slabšalnega izraza ego, kot ga uporabljamo. Tako. Pa še pa ena stvar, ki se je moraš zavedati, da ni važno, koliko talentiran, koliko bogat, pa koliko povezan si, da ko boš hotel narediti nekaj velikega, boš deležen neprijetne obravnave. Ne? Pa dvomljivcev, pa hejterjev. Tako da uspešni se pač izogibajo temu sanjarjenju, da ostajajo prizemljeni. Ne? Ker sanjarjenje je tudi taka, sanjarjenje v negativnem smislu egoistično, bi rekel. No? Da Kaj pa misliš specifično zdaj s sanjarjenjem, kaj bi to bilo? Sanjarjenje mogoče v nekem položaju, ne. Ampak bolj, da pri tem sanjarjenju ostaja sam sanjarjenje, ne da ti delaš za to, da boš te sanje dosegel. Aha, torej sanjarjenje brez cilja, tako v bistvu, ne? Okay, ali pa z ciljem, ampak brez tega, da bi se ga matru dosež. Brez dela, ja. Toto delo je tako glavno tu. Ponos je tudi taka velika stvar, ki jo pogosto z egom povezujemo. Izhaja tukaj pol iz tega, ne? No, ne vem, ja. Predvsem zato, ker ti lahko majhen dosežek napihne v velikega. Da moraš pač se vsem pohvaliti, ko nekaj majhnega dosežeš, ne? Ker si toliko ponosen na to. Kaj pa recimo veliko ljudi pa, oziroma
imaš ti neke nauke, da bi v bistvu mogel slaviti tudi vse male zmage. Sam zdaj odvisen, kaj narediš ti, kaj to pomeni, da moraš slaviti. Zdaj, greš se ti vsakem pohvaliti, ko nekaj narediš, to sigurno. Jaz sem glih obratnega mnenja. A res? Ne, to ni moje mnenje, to je bolj nekaj, kar sem zelo pogosto slišal pa prebral. Ampak to je to, kar sem jaz rekel, pa mislim, veliko bolj povezan s tem življenjem v trenutku. Ja. Ne? Pa mogoče nek način, če si ti zdaj mal down, da nasplošno se boljš počutiš. No? Mislim, da to, ko ti misliš, da se bolj zlije s tem, da ceniš majhne stvari, pa da si zadovoljen z majhnim. Tudi verjetno, ja. Ker to, da slaviš majhne zmage, se meni zdi, mislim, ne slaba fora, ampak jaz bi rekel ne vsake. Če jaz bi rekel, tako bi rekel vsako tretjo ali pa vsako četrto. Tudi zdaj, ko pomeni, da ti slaviš, ne? Se samo boljš počutiš, zdaj šampanc odprl. Sam večkrat, ko se boš za dosežek nagradil, se mi zdi... Ja, pol tista nagrada ni več vredna več na koncu, ne? Manj bo zgubilo vrednost tvoj sistem doseganja dosežkov. Ker boš vedno mislil, da moraš dobiti zdaj boljšo nagrado, ko pa si jo prej, ne? Ok, razumem. V tem smislu. Tako da zaključimo to fazo uspenjanja, da vsakdo lahko marsikaj doseže, če ima potrpežljivost, ponižnost in voljo do dela. Ja, si humble v bistvu, ne? Ja. Da lahko se pretvarjaš, da delaš, ampak se bo slej, ko prej pač prikazal, ki bo pripravljen narediti več kot ti, ne? In te bo prehito. Kako se pa zdaj zaščitiš pred tem, da sam še bolj delaš? Pa da ne delaš neprave stvari, ne? Da ne delaš neprave stvari, ja. A ni za kjer košarkaša bilo to, da recimo je treniral ne vem kolikrat več, kakor najboljši, in je pol presegel vse to za LeBrona, za koga je to? Mislim, da ta work ethic sicer za vse te največje je, ampak najbolj mislim, za enega basketaša je bilo to. Kobija. Aha. Da Kobe Bryant je, ko je prišel v ligo, ni bil zdaj tak fenomen. Ja, bil dober, ampak ni pa bil zelo najbolj. Ampak on je res prosperiral. To so bile zgodbe, ko je šla Amerika na olimpijske igre in pol dobiš na kup res ful dobrih igralcev, ker iz različnih ekip naberejo ekipo za državo, ne? Da so to prišli mlajši igralci, ko so bili, ne vem, od njega mlajši 6 let, naprimer, ali pa 5, pa so imeli treninge, pa so pač prišli ob 9 na trening, on je bil pa tam že od 6. A veš, take je fora. Čist nor, ja, okej, ja. Pa ob 4 vstajal, pa šel metat, pa laufat, pa res... Ja, dedicate v svoje življenje pa za to. Res obsedenost, ne? Ja, v bistvu je. Verjetno malo nezdrava žena, ampak iz tega so pa extraordinary rezultati. Ker tudi Jordan je v svojem dokumentarcu on je tudi full delo, ne? Pa res je bil pač vrhunski, ampak zelo pokaže to svojo, pa sam pove, ko pač on tudi govori v tem dokumentarcu, da je njemu bilo full težk, pa še vedno mu je tolerirati ljudi, ki niso bili pripravljeni narediti to, ko on. In je ful dokumentirano, kak je on na treningih se znašel nad drugimi, pa pač jih res tero, ne, pač če niste pripravljeni to delati, ko jaz nismo za isto ekipo, ne, na to forum. Tako da kar malo, kako se že temu reče? A specifično temu? Ja, ne vem, zelo sem sam imel na koncu jezika en izraz. Elitist ali kaj? Kak? Elitist? Ne. Da res, da si res tak hard worker, da je noro. No. Če kdo pozna izraz, kako se reče, če si res tak hard worker, da je noro, no. Se oglasno v komentar. Ja, zanimivo, no, ampak recimo on je že očitno nek ekstraordinarni primer, da ga jaz poznam, ko res nimam pojma o basketu. Ampak mislim, da sem to
Ja. Ne vem, če nisem to pa v uni knjigi od dajalcev tudi njega zasledil, Aha, ampak ne bom zelo možno. to nosanjo veze. Mislim, za Bryanta, za Kobeja Bryanta, pri njemu si res videl, da ni, vse pri večini teh ljudi, ni bila sam tista stvar, v kateri so oni pač zmagovali, pa bili najboljši, tista stvar, v kateri so bili pripravljeni full delati. Ampak je to bila njihova narava. Da pač, recimo, Kobe Bryant se je upokojil, pa je čez 2 leti Oscarja dobil. Zato, ker je naredil nek animiran film o košarki full dober. Pač on se je res overachiever je bil, kjer se je dal, ne? Imaš, mislim, da Jimmy Kimmel ali pa Jimmy Fallon je imel na Tonight Showu enega igralca, Denzela Washingtona, in je ta Denzel razlagal, kak je bilo, ko je šel z Michaelom Jordanom na večerjo. In je rekel, da, pač, da to je tok tekmovalen človek, da za vsak drag je tako da se ti zdi, da se je njemu zdelo, ko je pač hotel narediti požirk pijače, da je bil on tako, jaz bom prej, ne? Si stavš, da imaš nekoga takega skozi zraven. Obsession, ne, pač. Noro. Koliko ima pa on sovražnikov zaradi tega, da če je to, kaj veš o tem? Ko je Jordan. Ja. Mislim, imel je kompetitorje, ki so proti njemu tekmovali, ampak njega so se bolj bali. On je imel vzdevek Black Jesus. Res. To je bilo, pač, ko je bil on v primu, ko so ekipe prše špile, da pač, ko bomo mi naredili, ne. To še bom povedal, pa lahko gremo naprej. To pa tam na Jerry vstopa, pa še naprej. Jerry bo zelo užival v tem podcastu. Jerry bo mogel priti na podcast, ker zdaj po mojem že vsi... To idva sama imela, skrat mene na poslu. Že vsi poslušalci ga poznajo. Pa ne ve. On ima lahko enkrat sam epizodo. Ja, monolog o baskatu. Ampak v glavnem meni igralci je razlagal, kakva je bila njegova izkušnja, ko je prišel kot rookie, to pomeni kot začetnik v ligo. Novinec, ja. In je njegova ekipa, mislim, da so bile pripravljalne tekme, ker so preden se sezona začne, so neke pripravljalne tekme, ampak so pač igrajo ponavadi že veliko ne vsi, da se ekipe malo zagrejejo. In je rekel, da je pač prišel in so igrali proti Bullsom, ki je bil Jordan. In je rekel, da mu je šlo fajn, ne? Pa se full fajn počutil, pa da je imel, zdaj bom zbučeral številke, ampak perspektivo bom dal tako, ko je približen plane. Da je bilo, kot da bi Jordan imel 4 pike, on jih je imel pa 20. In to je bilo sred tekme, nekaj taga. In mu je on šel nekaj reči, ne? Ker kao trash talking, ne? Pa se ve, kam mu je rekel. Pa v 90 vse je še zdaj full trash talker, naprimer tudi Luka Dončić je zelo znan trash talker. Ampak povedal je, kam mu je rekel, ampak se ne spomnim kaj. Ampak pa je bil pa pač time out ali pač polčas in so njegovi soigralci prišli od njega pa so rekli, a si pač ti normalna, ti veš, kaj si naredil tele, ne? Pa on ko se mu noben ne upa neč reči, neka ne vidite, kak špilam pa to. Je rekel pač, da igra se je tako končala, da on je ostal s tistimi 20 pikami. V njih je imel pa 45 ali nekaj toga, ne? In je res, tip je, če gledaš dokumentarc, to dokumentarno serijo 10-delno, v vsaki malenkosti je iskal motivacijo, da je prav v sebi sovraštvo neko našpano, da je overperformal proti drugim, ne? Tako da to je mogoče nekaj... Miš, kakaj mora imeti, on probleme šele z egom. Ja, se glih to sem mislil reči, ne, da to je mogoče ne sicer zdrava uporaba egota, ampak da pač je za motivacijo pa zelo dobra, ne? Ja. Tako da, s tem drugače, mislim, da tukaj bolj govorimo o problemom z egom pri tistih, ki nimajo kaj dosti za pokazati. Ja, ker je samo ego, ne? Ja, medtem kot tukaj je ego izhajal predvsem iz te sposobnosti, ki jo je imel, da je res boljši od drugih, ne? Recimo, no. Tako da, zdaj gremo pa od vzpenjanja na vrh. Čekaj, 3 so, ne? Ja, pa še imamo pa dno.
Ampak mislim, da je to nek Aha, tak to je razpenjen cikličen. vrh, pa pol si dno. Aha, to je skoraj tako dramski trikot. Ja. In pri vrhu vrh je v bistvu, ko pač ti nekaj dosežeš ali pa priješ na nek položaj, Ok. pa nekaj taga in da takrat ti začne pa zdaj ego ful pregovarjati, da si poseben pa boljši od drugih. Zato, ker si to dosegel. Ok, ja. In da tak uspeh je v bistvu pač uspeh brez nekih pravih vrednot, ker je pač glavna vrednota samo to, da si ti nek status dosegel, a ne more biti dolgoročen. Okay. Tukaj trdi, ne. Čeprav jaz mislim, da je sicer neki ljudi, ki so dosegali visoke rezultate izključno iz tekmovalnosti. Tudi recimo Michael Jordan na koncu. Naprimer, ja. Ampak se mi zdi, da mora biti to zelo intenzivno življenje. Če veš, kaj mislim. Ja, sigurno, pa tudi verjetno ne samo za njega, ampak tudi za njegove pač bližnje, če hočeš, mora biti to kar... Ja. No, ne vem, veš, ker res se pa vrti vse okrog ene take stvari, ne, verjetno taka obsesija oziroma že razplošče ti to toliko pomeni, da se pač da sploh toliko vloži v to, ne, pa da te tak fej žene. Ja, res. Ali še kak drug aspekt tega, v bistvu? Ja, tudi to, da ko priješ do vrha, ne, ja. imamo ful, ali pa ko karkoli dosežemo, tudi če zdaj na bolj mikronivoju vzamemo, Ja. imamo ful navado, da hočemo prikazati, kot da je vse šlo po planu. Kot da je pač vse se izteklo tako, si planiral. Brez kakršnih koli failov, da Res? se je išlo v nulo. Ne? Čeprav recimo, če malo pomisliš za nazaj, kjerkoli dogodek je bil na koncu uspešen, ne, pa ne glede na to, koliko si imel porazov za njega, še vsem ti bo je še vsem ta zmaga, recimo, ali pa nekaj, kar se vsega najbolj važni in se tistih, koliko si pa recimo trpel do takrat, se pa sploh tako ne spomniš ful. Ja. To je ful zanimivo, da v bistvu kar potlačimo, ne, v bistvu ta način. To se je pomemben tudi spomniti vmes, ko imaš recimo nek cilj, proti katerem delaš, ali pa če se glih uspeneš, če si ti še v tem stadiju, da v bistvu se zavedaš tega, da pač vse to, kar zdaj preživljaš, boš v bistvu pol več ali manj pozabil in bo važen sam tisti končen pač cilj, da ima reč nazaj. Ne? Vse se mi zdi, da je neka fora, da bolj, ko smo pač trpeli za dosego cilja, bolj ga vrednotimo. Ja, po mojem tudi, ja. Sam recimo ful se ne, po mojem se sploh ne spomniš tako za nazaj, koliko je bilo zajeben, pač no. Ja. Ker glih to daje vrednost, ne. Sam težko se je pol, ali se tega navadiš, mislim reči, da se je mogoče težko pol, ko greš proti novemu cilju, spet prepričati, Jaz mislim, da je pač več, ko ti to delaš, ne, bolj na nek način sprejmeš to in bolj ti, če hočeš nekak paše. To je zdaj tako malo mazano, ampak... Ja. A veš, tudi recimo za šport, ne, ko ti začneš, se mi zdi, ti je to ful... Kjerokoli aktivnost, če boš začel ti zdaj sam vsak dan bom šel na sprehod in mogoče to na začetku ful nadležen. Pa ti pa če dali lažje, pa lahko počas stopnjuješ in pa začneš v bistvu mogoče celo uživati v tem, no. Lahko bi skoraj rekel, da je... Pa še na koncu, prosti, če vidiš nek rezultat, je to še toliko bolj pomembno, no, naprimer. Ne vem, eno obdobje, ko sem ful velik pač tekel na faksu in recimo bilo ful, ko sem začel, to mi je bilo res... nadležen, pa imel sem po vsakem teku sem imel ful ta tunelski vid, pa nisem bil lačen pol ful dolg, pa prav rabo sem par ur, da sem k sebi prišel, recimo če sem vedel, da moram pol nekaj zbrano delati, nisem šel prej, naprimer laufat, ker sem bil pol, nisem mogel se na nekaj osredotočiti, sploh tako sem jehal, da se bi mi vrtela ali pa kaj, no. In pol, ko ti recimo večkrat to delaš, priješ tudi v kondicijo, pa mišice se ti okrepijo v bistvu, ne, pa začneš čist nekak, tudi če ti prej recimo, da ima reč trpiš oziroma pač se naprezaš, ne, je to čist neko drugo pol. Tako da je to ena mišica, ki jo isto razviješ, kakor si razvil dejansko mišico, ne. Tako da bi lahko, vse to sem mislil, da bi skoraj lahko rekel, da je tudi doseganje ciljev samo poseb nek skill, ki ga moč razviti. Bi rekel bolj ne samo doseganje ciljev, ampak bolj to, da si ti prizadevaš dosegati cilj. Ško mislim? Da ti v bistvu na koncu, da ti v bistvu bolj pomembna skoraj pot. Ja. Pa kako zdaj boš ti predstavil to, ne? Bolj kakor pa sam cilj, ne?
recimo imaš tale prvi cilj, pa veš, da je težko, pa se pol matraš, ampak pol ti nabiraš v bistvu ta matranja bolj, kot pa same cilje, in ti je to v bistvu fajn, ne? Ja, to je ful razlago tale Ali Abdal. Ja. Da to je en youtuber zelo uspešen, tako nek produktivnostni svetovalec, ampak da je vsakič, ko je pač dosegel neke mejnike, da je zdaj, ne vem, da je postal milijonar, da je pač to pa to, ne? Da mu je zmeri, ko gleda za nazaj, se je dejansko imel boljš v unem obdobju, ko se je matro pa neke stvari učil, pa pol, ko mu je vse bilo res easy, ne? Jaz se zaradi tega pol recimo, ne vem, kdo je to rekel, ampak da imaš ljudi, ki ne znajo, ki ne znajo, kako bi to rekel, pridobivati denarja, pa imaš one, ki ne znajo nehati. Aha, ja. Ne pridobivati. To make money, no. Služiti denar. Služiti, ja. Pa, imaš skupino, ki ne zna na splošno služiti, pa imaš pa drugo skupino, ki pa ne zna nehati služiti. Da je tudi neka obsesija v bistvu na koncu. To je en kolega Alex ful dober rekel, da pač se mu zdi ful glupa ta ideja, ko ti finančni guruji prodajajo to idejo, da boš pri 30 postal milijonar, pa se boš upokojil. Ja. Da pač v skoraj vsakem primeru, če si ti v nečem tako dober, da si do 30 leta postal milijonar, se ne boš ustavil. Se ne boš takrat ustavil pa šel v penzijo, ampak boš šel neko drugo stvar naprej delati. Ne? Ja, mislim, imaš pa tudi po moje primere, ki pač so res ful trdo delo, zato so lahko pol čim prenehali. Samo pri 30. Pri 30, kar ima zgodi, ja. Veš, na primer, če bi začel ti pri 17, recimo, ali pa že na začetku srednje, ful sam vlagati v eno tako smer, jaz mislim, da je mogoče, ampak malo je takih ljudi, ki so že takrat na to pozorni. Sorry, mislim, da boš še zmeri imel težave sam s sabo, če pol 50 let ne boš delal nič. Ja, itak še imel težave, ampak to mislim, da recimo so na nek način z nekim delom uspeli priti do tega, da so recimo finančno neodvisni, ampak ja, ne vejo pa, kaj zdaj sami sabo narediti, ampak recimo noče pa več tizga delati, ne, naprimer. Ja, ne sej, ampak ima pa problem, ko pa naslednjo stvar, tako, pa naslednjo stvar, ne. Je pa imaš še lahka kriza, ne, kaj ali pa recimo, če imaš ta, kako se reče, scarcity mindset, da te je strah, da boš vse zgubil v bistvu, ali pa kaj je to strah pred izgubo denarja. Ja, guess. Če ti skozi živiš v tem, tudi pol, ko boš prišel do tega, da se ne rabiš več ničemur odrekati, boš še vseeno verjetno se zelo težko otresel tega občutka. Ja, sej men se pa je, zdi, nimam težavosti. Ja. Mislim, imaš pa drugo skrajnost tudi. Jaz poznam nekaj takih ljudi, ki so zelo uspešni na svojem področju, pa finančno zelo uspešni, ampak imajo pa to težavo, da se znajo lotiti različnih stvari, pa v njih uspet, ampak nobene stvari pa ne nehajo delati. Veš, sam nalagajo se jim stvari, ki jih delajo. In je pa to sam preveč vsega, pa je overwhelming. Veš, da ni na to foro, ko smo se zdaj menila, da si ti ne vem, na nečem trdo delo, pa si s tem ful zaslužil, pa si pa s tem zaključil, pa si šel clean slate, pa novo stvar delati. Ne? Da se ljudi ful uničujejo s tem, ko hočejo imeti preveč niti v rokah. Pa da ne znajo spustiti virov dobička, ki jim preveč časa pa živcev požare, namesto da bi mogoče naredili tukaj tudi 80-20 analizo. Ja, kaj dejansko prinese rezultate. Ja, ja, tako da sam tule bom s tem vrhom zaključil, da ko priješ do vrha, da se ne osredotočiš zdaj na to, da se boš z drugimi primerjal, ker imamo itak ful edinstvene sposobnosti, pa da se osredotočiš bolj na to, da sam z delom nadaljuješ. Z tem delom, kot je uspeh prineslo, ne pa na to primerjanje, ker pač ignoriraš tiste, ko bi te lahko uvirali ali pa pritiskali v neke stvari. Tako da nek nadzor ti bo skozi verjetno govoril, da mora biti vse po tvoje, ne? Sploh, ko boš na vrhu. Sam boš pol verjetno sam postal tak zagrenjen perfekcionist. Ja, to je, vse že nasplošno perfekcionizem je, kar zna biti težava. Ja.
Kaj pa se ti zdi o tem, recimo, to sem pa zadnjič poslušal od, kaj že ta, mislim, da je bil Mark Manson, ki je razlagal o tem, ne vem točno, kaj je bila tema, ampak omenil je, da burnout ne izhaja iz tega nasplošno, da ti zdaj da nasplošno veliko delaš, ampak da burnout izhaja, oziroma po slovensko izgorelost, izhaja iz tega, da ti dolgo časa in zelo intenzivno delaš stvari, ki jih ne maraš. In zdaj to tudi izhaja v bistvu na koncu iz ega, ne? Oziroma ego ti da nek cilj v bistvu, ne? Ki si ga zdaj ti zadal in zdaj zaradi tega mogoče ti je ful, ali da hočeš, ali imaš zdaj to, kako se reče, mislim, da smo to že omenjali tudi, da imaš to temno motivacijo, ne, da hočeš biti... To prvo reč, da si o tem govoril. Ali imaš zdaj samo to, da hočeš recimo nekoga premagati, ali pa recimo biti boljši od soseda, ne, kao, ne. Ali te dejansko zdaj neki žene in zdaj, to je pa zdaj povezano tudi z ono temo, ko smo imeli za dejalce pa to, ne, da recimo oni se zaverujejo tako, da recimo dajejo pa ful veliko delajo to, kar jim je fajn delati in daje, če hočeš, no, v bistvu, če to zdaj združimo v neko kohezivno celoto. In v bistvu lahko ti pa, če pošlihtaš te tudi ego stvari, se lahko v bistvu izogneš mogoče izgorelosti. Če se v prištu zdaj vprašaš, ne, kaj zdaj mene žene, da recimo delam nekaj. Če imaš zdaj ta problem, da recimo veliko delaš, pa da se mogoče približuješ temu, pa da bi si konstantno recimo, ne vem, ful utrujen ali pa ne vem, da imaš z mentalno energijo probleme na ta način. Kaj se ti pa v tem zdi recimo? Ali je to neka taka stvar, ki se jo da na ta način ločiti z neko analizo svojega ega oziroma je kaj govora o tem, ali je to mal mim? Verjetno se da, ja, zato ker to se mi zdi ful smiselno, da bi lahko rekel, da je ego zelo velik razlog, da ljudje izgorijo, ne? Sploh, če govorimo, če si rekel, da ljudje izgorijo zaradi tega, ker delajo stvari, ki jim niso fajn ali pa jih ne zadovoljujejo, ne? No to je, evo, se mi zdi, da v večini primerov, ko delamo stvari, ki nas ne zadovoljujejo, jih delamo zato, ko hočemo pričakovanja od drugih ljudi uresničiti. In to je spet zato, da dobiš neko potrditev, ne? Da dobiš, da ego nafotraš, ne? Je pa tudi to, ko si rekel, ko si govoril o teh dajalcih, jemalcih pa izenačevalcih, pa da bi bilo bolj za vse, da bi bili bolj v tem spektru dajalcev, ne? Zdi, da bi lahko rekel, da je ta premik od tega, da si čim manj jemalec k temu, da si dajalec, to, da se ego tu odpoveduješ malo bolj, ne? Ja. Tako da to se zelo fajn vse poveže. Na koncu, ja. Ja. A imaš kakšne, a so upisani tu, kar si zdaj recimo prebral oziroma kjer imaš zapiske, je tudi kaj napisano o tem, kako lahko ti vplivaš? Ali imaš sam pač to piramido? Zdaj, zaenkrat, kar se tiče vpliva, ne, smo imeli to, da se osredotočiš na to, da delaš, ne pa da govoriš. Da se osredotočiš na to, da dosegaš stvari, ne pa da se primerjaš z drugimi. Se pravi, tako si prej rekel, ko je ful veliko govora o tem, da se bolj osredotočiš na pot, ko pa na cilj, ne. Pa da se ne preceniš, ne. Ko ful hitro, ko nekaj dosežeš, tako smo rekla, si lahko misliš, da si pa ti zdaj car, ne. Tako, to smo imeli zaenkrat. A to pomeni, da se preceniš, a ni preceniš, da si ti zastaviš previsok cilj, ki ga nikakor ne moreš in pol se ubiješ na poti do tega? A ja, tudi, ja. No sej, nima tak. Ampak to mi sam ni bilo zelo jasno. Ja, jaz sem bolj mislil, če nekaj preceniš, da ima to pa, da pripišeš, da ti sebe v bistvu preveč ceniš, v bistvu ti si to mislil, ne? Ja, tako. Kako se pa to reče? Da se preceniš, zato sem tako mislil. Ja, se štekam, ja. Da se preveč ceniš, no. Ok, v glavnem to si mislil. Ja. Zdaj pa, ko si me spraševal še neke stvari... A ti si imel drugač... Prekidam spet, mater. To je sam ego, Florian. Ja. Ne, zdaj sem nadar zato, ker te spet prekidam. Ja, saj to je ego. Ja, to je ego. Če si imel kako tako stvar, recimo, da ti je bil cilj bolj všeč, kot pa journey, pa da si ustrajal v tem.
Ali si imel kaj takega do zdaj? Ali si imel pač priložnost, da nisi se rabo zdaj recimo ful preveč spustiti v neko stvar, ki ti ni bila fajn pasija? A pred dosego cilja ali po? Karkoli. To me čisto za nasplošno zanima, če imaš... Se mi zdi, da preden sploh greš cilj dosegati, se ti bo zmeri cilj zdaj bolj shiny. Ker zdaj sem študiral, ko smo se prej pogovarjali o burnoutu, oziroma izgorelosti, mogoče si pa ti primoran neki pač dela do te mere, da izgoriš, ampak zdaj, a si res bil primoran toliko dela, da izgoriš, to zdaj ne vem, če je res. Ja, to je malo. Ker zdaj, če delaš ti nekaj, ker moraš pač za preživetje, ker pač rabiš denar, ni nujno, da je zdaj... Ali pa smo mi privilegirani, v bistvu pa tudi to študiram, ker verjamem pa, da so ljudje, ki so pač res prebenjeni sam s tem, da lahko preživijo. Pa tudi zdaj ti, če bi sprejel par neumnih odločitev, pa bi šel, ali pa da živiš nekje, ki imaš ful visoko najemnino, pa visoke stroške, pa pol si še en avto umisliš, pač... Ja, slaba. Mislim, umisliš, da si kupiš nekaj, kar si res ne moreš prevoščiti, to si sam sebi spal skopal. Malo lukno. Veš, kako ti bom odgovoril na vprašanje? Kak si rekel, če imam kak primer... Ja, če imaš ti za sebe, recimo. Da mi je bila pot boljša, oziroma kjero mi je pač bilo zdaj boljš, ne, si rekel. Cilj ali pot. Še bolj me zanima, če si imel recimo neko tako stvar, ki ti ni bilo, pač, kjer bi lahko izgorel, no. A ja, to je za nek cilj. Lahko mi tudi ono poveš. Ja, pa tako. Ne, lahko tudi poveš, kar si... Da sem izgorel, da mi je bilo pravičeno. Ali pa da si bil na poti do tega, da bi lahko izgorel, oziroma kar pomeni, da si delal res nekaj takega, kar ti ni fajn, pa da si imel pač šanso iti stran. Si sploh imel do zdaj v življenju, nisi imel nič takega. Ker sem zelo dober posvečal temu pozornost v življenju, kaj želim delati. Tako da, imel sem bolj od teh stvari burnout. Ja, tudi perfekcionizma. Od stvari, ki jih želim delati. Ampak mislim, da je bilo to bolj tekom srednje šole, ko sem res ogromno enega časa v glasbo vrgel. Ampak takrat veliko sem bil bolan. A zaradi tega? Zakaj si bil bolan? Ja, ampak je bilo bolj kombinacija tega, pa tega, da jaz nisem skrbel za neke osnovne stvari, tako je spanec, naprimer. Ok, to je kar je. Okay. Drugač bi ti pa na tisto vprašanje, ko sem si ga sam ustvaril, še odgovoril. Bi ti odgovoril na vprašanje, ki sem si ga sam ustvaril. Okay, ja. Ne, ko sem razumel, da te zanima, če mi je kdaj bil cilj boljši kot pa pot. Če ti bi kdaj cilj, da izgoriš. Ne. Ja, ok. In sem študiral... Čakaj, cilj boljši kot pot. Ja. Okay. Da imam tak paradoksalen odgovor. Da v večini bi rekel, ko gledaš za nazaj, da mi je bila pot boljša, ne? Ampak cilj mi je pa boljši v primerih, ko je cilj to, da ti usvojiš nek skill, pa neko sposobnost. Se pravi, zdaj vam dajem banalen primer, da bolj mečeš na koš. Da si bolj točen. In zdaj je ta cilj, ti je v bistvu bolj važen. In je ves ta shooting, cilj je pa bolj sposobnost, da dejansko zadevaš več. In dejansko je na nek način cilj spet pot, ne, ker je nek constant improvement. Ampak to, da dobiš nek skill, ker ta skill pol pač uporabljaš, ne. Ne. Po eni strani se strinjam, ampak ti še vseeno, tvoj cilj ni, da verjetno vržeš pač recimo, ne vem, jaz si pač, ker nimam pojma o basketu, da si predstavljam, da geš po oni, kako se to reče, po trojkah, ali kaj so trojke, in da ti zdaj mečeš, po moje tebi ni zdaj to fajn, pa da vsake zadneš, ampak ti je boljš recimo fajn, da ti priletiš tam, pa nekoga neki pretriblaš, ali kaj pa vržeš gor, pa zadaneš. Ti zdaj ne boš si imel toliko fajn, da boš zdaj prišel sam do črte, pa vrgel, pa zadev, juhu. Ali je to tudi pač gol? Mislim, ja, ok, ja, ampak recimo ti vadiš pa moje bolj recimo po trojkah, ne, naprimer, ali pa iz različnih pozicij in to ni toliko zelo enjoyable, kukar pa, ko ti recimo pol dejansko v igri pač zadaneš koš. Zato je pa cilj bolj enjoyable, ko je pa bila pot v tem primeru. Ja, ok. Razumeš? Zakaj je to paradoksalno? Zato je pa paradoksalno, ker sem rekel, da je cilj spet postane pot. Ker je to ni nekaj, ko je končno, ampak nekaj, ko pač redno izvajaš še vedno.
In še vedno hočeš biti vedno boljši. Ja, ok, se razumem. Ja. Razumem, jaz sem sam mislil, da imaš v mislih še večjo razliko med ciljem pa potjo. Jaz mislim, da ti misliš, da je paradoks v glavnem v tem, da je zelo povezano. Sam ni, ne, v bistvu. Ja, pa ni. No. Tak da. Ja. Nisi točno to mislil, no, kar sem jaz mislil. Ja, zato sem, to pa verjetno zato, ker sem ti odgovoril na vprašanje, ki sem si ga jaz mislil. A zdaj pa gremo še Zdaj gremo na dno. Dno, tukaj bomo mogoče odkrila kaj bolj povezanega z to izgorelostjo pa temi stvarmi. Ne vem pa če. Ampak... Že kar povedal. Ampak ko pa si na dnu, ne, je pa ponavadi tvoj ego ranjen, tako rečemo. Ne. Ko si na tle. In kaj ti takrat ego govori? Da si slab, tako, da si za nič. Da je vedel, da ti ne bo ratal, ne. Da se ne splača, da ni fair. Da pač izmišljuje si izgovore. Ne. A to obrambni mehanizem tudi? Ziher. Kak pa? Kako misliš? Pred čim te hoče zavarovati? Pred tem, da bi spet se ogrozil? Ja, po mojem. Pred tem, da bi dejansko doživel neuspeh. Ne? Ker lažje je govoriti, da nisi sposoben nečesa doseči, ko pa si upati dejansko probati. Ja, pa da se kar izogneš, ne, pa je to je lažje. Ja. Pa ful poudarek na temu, da ti ego govori, da nisi ti problem. Ampak da na druge odgovornost prelagaš. Okay. In tukaj pred dno je tudi, je pa en quote od Roberta Grina, to je pa on, ki je napisal te Basic Laws of Human Nature, pa 48 Laws of Power, pa te knjige, da je tako, da imaš v svojem življenju dve vrsti časa, živ pa mrtev čas. Okay. In da pri mrtvem času si pač pasiven, pa čakaš, v drugem si pa aktiven, pa se učiš, pa nekaj delaš. In da bi mogel, da vsakič, ko si ti v nekem neuspešnem obdobju, se pravi na dnu, da imaš zdaj tu izbiro, a boš zbral mrtev ali živ čas. Se pravi, a boš fatalist, pa se boš pač čisto dal v sodo, pa si rekel, da si slab, pa da je to brez veze probat, pa da so vsi drugi krivi, da ti ne bo ratal. Ali boš zbral živ čas, pa boš spet zbral delo, pa ustrajnost. Ne? Okay. Torej prokrastinacija je v bistvu vedno mrtvi, kar je pa obratno, da nekaj delaš je pa živ. Okay. In tukaj pred dno je tudi ena taka pomembna stvar, ki se mi zdi, da zaradi te stvari smo včasih tak, da hočemo na druge odgovornost prevaliti, da pozabiš, da včasih se bo naredilo v življenju, da boš naredil vse prav. Pa se pač ne bojo stvari iztekle, tako si hotel. A je to krivica? Kak? A je to krivica pa? Ja, lahko bi rekel. No. Ali je to odvisno od primera, verjetno? Tudi to, ja. Ok. Ja. Zdaj, če si serijski morilc, pa si naredil vse prav, pa so te vse en dobili. Ne vem, če je to krivica. Jaz sem bolj čutil, da imaš neke plane, ampak je na ta plan vezan tudi recimo vreme, ne? Vezano tudi vreme in pač tukaj nimaš ti kaj narediti. No, zdaj sem zašel. No in zdaj, če te ego tukaj motivira, pa ko si v taki situaciji, da si naredil vse prav, pa se niso stvari tako iztekle, pol te bo taka situacija ful potrla. Zato, ko pričakuješ priznanje, pa da te bo en pohvalil, ne? Ampak ti tega ne boš dobil, zato, ko se ni izteklo fajn. In te bo spet bolelo. Boš imel, ja, to neko bolečino, ne? Okay. Tudi je to nevarno. Recimo, ko ljudje delajo na projektih v firmah, zdaj odvisno, kakva je tvoja funkcija, ampak zelo verjetno je, da na neki točki ti nimaš več glih veliko vpliva na to, kako se bo projekt iztekel. Je pač iz tvojih rok. In da ni več pač odvisno od tebe, ampak od presoje drugih. Se pravi, tudi, ne samo pri projekti, tudi v osebnem življenju, to mislim, da je ful pomembno za, ne vem, tako smo mi dva umetnika v smislu glasbe, ne? Ali pa, mislim, tudi mogoče tole je nek produkt, ki ga pač digitalno objavljamo ven, ne? Je še vsem, ko mi dva posnamemo podcast epizodo, pa jo dama pač na splet, zdaj je pač to šlo iz najenih rok, nimamo več vpliva na ta projekt, je samo odvisno od presoje drugih.
Aha, ja, ok. In moraš pač sprejeti, da je od tiste točke naprej Si mal prepuščen na milost in nemilost okolja. tako in je zdaj odvisno od tvojega ega, koliko mu boš pustil, da se bo rano, ne, v bistvu. A šta Štekam, mislim? ja, štekam, ja. Se mi zdi pa, da bolj ko mu pustiš, da se rani, bolj je to egoistično, ker več pozornosti na svoje lastno trpljenje devaš. Ja, ja. Če veš, kaj mislim. Ja, to štekam, sicer je napisano, ampak tako jaz mislim. Se kar odločil. Jaz mislim, da to kar drži, pa zdaj koliko znaš ti na koncu ravnava to, oziroma kaj si sploh si zadal, da boš delal, ne? Po eni strani. A ja, zdaj nekaj to, kar imaš ti dosti vpliva, ne? Čeprav, če recimo ti če si ti recimo tako si omenil, če si ti zdaj nek umetnik ali pa da nekaj daš ven, kar je pa ljudem na razpolago, da komentirajo pa razvijo neko mnenje svoje, ne? Mislim, tukaj nimaš ti v bistvu moje kaj, mislim, je to en del tega in pač boš se na to pripraviti pa sprejeti, v bistvu, da si že ti mal ne zdaj navajen, ampak s časoma verjetno dobiš trdo kožo. Ja, tega. Pa tudi moraš se vedno znova opomniti, da tvoj projekt nisi ti. Da pač da to, kar si dal ven, ni ja. odraz tvoje vrednosti, pa kaj si ti kot človek, a si dober ali pa slab človek, ampak je to nekaj, kar si ti naredil in si dal v svet, ne pa, če nekdo reče, da je to slabo, ni rekel, da si ti slab človek. Tako je. Ne. No, se to je ena taka stvar, ki mislim, da nasplošno fajn, da razviješ za nasplošno, bi rekel, funkcioniranje v socialnem okolju. Ja, definitivno. Kako se ti pa tale poved zdi? Kdor se za vsako ceno izogiba neuspehom, bo skoraj zagotovo napravil nekaj, kar bo vodilo v neuspeh. Se pravi, bolj ko se izogibaš, da bi nekaj narobe naredil, večja je verjetnost, da boš nekaj narobe naredil. Ja, jaz mislim, da je to čist legit poved, zato ker ti moraš stvari delati, da se jih naučiš in na začetku smo vsi večinoma v vsem slabi, no. Ja, na to foro, ja, valjda, ja. Sploh karkoli boš delal, bo na začetku načeloma slabo, hodil boš slabo, govoril boš slabo in pol karkoli boš se učil, bo načeloma bo slabo. Pa če dalje manj slabo in pol, če veliko delaš, ne bo tako slabo, mogoče bo celo dobro. Ampak mislim, da je to pač del tega, no. To je tudi dober stavek, da recimo nekdo, ki je uspešen, a ki je zelo uspešen, je neko stvar tolikrat prav, pa tolikrat failu, kukor je nekdo, ki ni uspešen niti probo. To se to po moje že poznaš, no, ampak da moš ti recimo neko stvar stukati ponavljati, pa toliko narediti enih verzij, pa tolikrat provati, da bo pač na konc dobro, no. Mislim, da sem to videl zadnjič celo, da ne vem, kjera firma, da ima prav filozofijo, da oni merijo število neuspehov, ne pa uspehov, ki jih imajo v firmi. Ker so to priložnosti za učenje, ampak mislim, da je to Google. Ja, možno, ja. Čeprav da grčma, nimajo tudi Facebook to logiko, da oni recimo doskrat implementirajo stvari, ki ni nujno delajo in pa jih v produkciji izboljšavajo. Zato doskrat tako, da recimo, če primerjaš firmo Meta pa Apple, ne, da recimo da Apple veliko takih stvari ven, ki so res že ful preizkušene in pol, ko pride do končnega uporabnika, sploh zdaj je to nekaj, kar je bilo že ful testirano, ne. Medtem ko Facebook da recimo nek new feature ven na svoji platformi, ali pa če hočeš Meta, no, in je zelo buggy in pol oni na podlagi odziva uporabnikov, pol stvari izboljšujejo, ampak tam recimo tako, da doskrat kaj tudi ne dela, pa se to si tudi sam pa to je ta metoda vitkega podjetništva, ki pač testiraš, da vidiš, zato da se ne zmotiš, da ustvarjaš stvari, ki ti misliš, da so fajne, ampak tiste stvari, ko jih dejansko ljudje hočejo. Ampak je, recimo na faksu smo imeli primer, da se je zanimiva stvar pri Googlu naredila, da so na podlagi tega se odločili, da zmeri zmagajo podatki, ker so neko anketo veliko izvedli, koliko hočejo uporabniki, da se zadetkov prikaže, ko ti v Google nekaj vpišeš. In je anketa pokazala, da hočejo 30 zadetkov, ne? Ja, okej. Pa so pa testirali, če je to res, pa so ugotovili, da, ker prejšnjo število je bilo pa 10 zadetkov, ne? Ja.
Da, Jaz bi rekel, da čeprav manj. so uporabniki hoteli 30 zadetkov, Ja. so bili bolj zadovoljni za 10, ker se je hitreje naloadalo. Veš, da. Pa nimaš tu za pregledati, Ja. pa vse, no ne vem, po moje tudi. In da še zmeri ni pač ta najmočnejša metrika, kaj uporabnik hoče, ker zelo velikokrat uporabnik ne ve, kaj bi rad. Ja. Ampak ja. pač podatki bojo pokazali, kaj je res. Tako da zdaj smo še kar na dnu. Google ni glih na dnu trenutno. A ja, mislim se še to reči, da recimo tako sem zdaj omenil Facebook, recimo oni so res taki, da si lahko to recimo prvošel, recimo. Ja. Recimo. True. Ker recimo, če jaz si mislim, da bi zdaj naredil nek produkt, pa rekel, da se bomo pač naučili na uporabnikih, to ne vem, če bo dobro, ne. Jaz bi Ne vem rekel, pa, kakvi so bili na začetki, ne. A veš, sam recimo nekdo si ne bi mogel nekih takih bugov prvošiti, ne. da bolj ko firme spodbujajo kulturo failanja, bolj lahko uspejo, ker si upajo tvegati. Je pa res, da tako si rekel, da je obseg tega, koliko si lahko ti prvošiš teh tveganj, odvisno tega, koliko imaš kapitala v ozadju. Ja, Koliko si da se lahko malo špilaš. Koliko si lahko prvošiš gamblat, ne? Ker tak konglomerat, tako sta Meta pa Google, oni se res špilajo. Ne? Zdaj se lahko je. Meni se drugače zdi, tole je moj en tak prediction, en tak bold prediction, da bo če rečemo temu AI dirka, ne? Da bo Google prehitil OpenAI. Da je pač Google ustvarjen bil za to ero. Da imajo oni toliko enega talenta pa projektov. Pa knowledge, pa izkušenj. Vse se je že začel z tem notebook LM-om, ko ti podcast ustvari, pa tako da jaz mislim, da jih bojo šišnali, no. Pa bomo videli. Ja, bomo videli. Možno, ja, še vseeno. Mislil sem sam še to reči. Ne vem. Okay. Pozabil sem. Se smo že skoraj zaključila. Dobro. Ampak ko si na dnu, ne, te hitro lahko stvari zelo jezijo. Pa pač tudi zaradi tega, ker se z drugimi primerjaš, pa ker si govoriš, da si nesposoben. Ampak fora je, da se ti pa tudi zdi, da ti moraš vsem ful zaščititi svoj ugled, ne? Pa pač dopovedati drugim, da nisi ti kriv, da si v situaciji, v kateri si se znašel. Ker je ko si na dnu, ne, se ljudje ful, se mi zdi, ukvarjajo sami s sabo. Glih zaradi tega, ker pri to, ko smo prej rekli, glih, da ne smeš delati, zato ko pač pripisujejo ta položaj svoji lastni osebnosti. Se pravi, jaz sem v slabem položaju v življenju, torej sem za nič. Tako je. Nisem sposoben, ne. Recimo, ja. A si še mislil, kaj? Bom pol, povej. Ne, mislil sem... Ne, daj povej ti pa to do konca, pa pol vse to napisal. Se sem skoraj kot. Okay. Da se moraš vprašati tukaj, no, da ne greš v kako napačno luknjo. Ja. A boš nesrečen sam zato, ker so nesrečni drugi? Ali pa zato, ker delaš nekaj, kar hočejo drugi? A boš nesrečen sam zato, ker so nesrečni drugi? Naštekam. Da pač... To je ful empatično zdaj. Tu se lahko osredotočimo na kakšne stare zamere pa travme. Ok, imaš mislim, da se ti nič ne pomaga naprej premakniti, če ti ostajaš v istem mindsetu, ko pa ljudje okoli tebe, s katerimi si nekaj imel, kar je negativno vplivalo na tebe, ne? Ampak tukaj se zdaj specifično neki spari. Da če se oni niso movali da se zdaj ti tudi ne boš. Zapravi, da tega zdaj ne delaš, ne? Ok, redo ja. Kao, v bistvu, če dama, to je tudi ta, po mojem, be the bigger person, a veš, kaj mislim? Ja, štekam, ja. To je bolj tako kot nek nasvet. Mi ne rečemo, bodi večji človek, ampak ko rečemo, pametnejši od neha. To rečemo, po mojem, ja. Ja, no, to je zdaj specifično za nek primer, če se z nekom skregaš, ja, ampak... Tako da vedno se pač
v vseh teh fazah, da se skušaš izogniti vplivu ega, da se učiš pač iz lastnih napak, ne pa da že na prvem mestu se sam trudiš, da napak sploh ne bi bilo. Tako smo se premenila, da prav ene organizacije spodbujajo napake, ne. Pa da probaš uživati v tem, da si prišel do nekega uspeha z trdim delom, ne pa zato, ko si druge zadovoljeval, ne. Sam zato, ker si pač delo, kar je bilo treba narediti, pa kad ne, v najboljšem primeru nekaj, kar te je zadovoljeval. Tako da, zaključna misel je, vsak dan svojega življenja boš v eni od faz, dno, vzpenjanje, vrh. Vsak dan? Ja, celo. Okay. In na vsaki se boš bojeval z egom. Ja. Jaz sem tudi mislil, da boš nekaj. Torej, jeba bo. Ja, jeba bo. Okay. Jego bo. Ja. Okay. V glavnem, ego je v nas in ne možemo zbežati, v bistvu, lahko pa sam naučiš se živeti, pa mogoče si prilagoditi življenje temu in zavedati se v bistvu, da je. Ja, vse je to velikrat o tem govorimo, da je velikrat sploh pri teh, karkoli se v nas dogaja, ne, da je velik del rešitve, sam zavedanje, ne. Okay. Že sam to, da ne vem, to poslušaš, pa da smo se o tem pogovarjala, da veš, da so neke take stvari v ozadju, ful zvišajo možnost, da boš bolj ravnal. Ja, pa lažje to raziščeš, če veš, da je to v bistvu nekaj mogoče nezavednega, pa da prestaviš v zavedno ali pa saj začneš mogoče odkrivati, tako, kaj je vzadaj. Tako da dajte svoj ego na verigo. In lahko boste jedli tudi posušeno ostrigo. Ali pa pico bigo. To ne vem, kaj je. Biga je testo, narediš take fermentirane črveke. Ne vem, kako bi ti drugače razložil. Po naslednjič recepte za pico. Fajn, fermentiraš črveke. Super. Pač ne daš v testo dejanske črveke, ki so se fermentirali, no. Ja, ampak narediš iz nekega testa, takle svaljke, no, črveke. Dobro, dovolj. Adio črveki. Ajde črveki, od črveki. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bojo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Pam, pam, para. Vsa gesla.